takole. Kot smo napovedali, se dajmo srečati z električnimi vezi. Pa bi takole napisal električna vezja, pa bi priznal, da si bomo zdaj za začetek pogledali tista bolj preprosta, to so enosmerna. Tukaj se bomo kaj naučili, pa bomo pa še za časovno spremenljiva. Ker v multimediji so vsi signali časovno spremenljivi, to se pravi govor in tako naprej, to je vse nekaj, kar se s časom spreminja. Zvok, glasba in tako dalje. Ampak dajmo vstopiti v to poglavje z, bi rekel, preprostejšimi enosmernimi električnimi vezi in dajmo najprej bi rekel, zbrati, tako kot sem rekel, smo se že spoznali z njimi, to so elementi. Če dovolite, bi kar napisal električnih vezij, takole, in jih razdelil v, jaz sem temu rekel dve, ampak bom tudi še tretjo skupino narisal. To se pravi, pasivni so tisti, ki neko energijo sproščajo v druge oblike, to se pravi, oni ne dajejo, ampak pretvarjajo energijo. In mi smo srečali do zdaj tak element upor in z njim lahko modeliramo vse, kar pač nam pretvarja energijo v druge oblike, to se pravi R, upor, in povedali, da je njegova karakteristika linearna. Takole. Če damo tlele tok, če damo tlele napetost in enačba U je R krati Ohmov zakon. Potem imamo pa na drugi strani aktivne. To so pa tisti, ki dajejo v vezi energijo. Temu le rečemo, tem pasivnim, da porabljajo ali pa spreminjajo energijo, porabniki. Aktivni so pa viri oziroma generatorji. In če se spomnite, smo srečali napetostni generator, in pa takole bi označil mogoče še, prej smo ga narisali, se spomnite, tok pa napetost in pa to je napetostni generator. In pa tokovni generator. Tukaj bom enako označil. Tole je IG, RG ali pa GG, tole je tok I pa napetost U. To je pa tokovni generator, smo prej temu rekli. V bistvu zdaj sam povzemam. Potem pa obstaja še ta tretja skupina, takole bom napisal reaktivni. Elementi. Ne si to predstavljati reaktivca kot letalo, ampak da se reaktivirajo, kar pomeni, da se en del časa polnijo in en del časa praznejo. Mi smo enega takega že uspeli srečati, to je kondenzator. Sem rekel, on se napolni z energijo, pa tudi pa se sprazni. Enega bomo pa še srečali, to je pa tuljava. Kondenzator je vezan na električno
polje, kondenzator, vpljava na magnetno polje. Vpljava. In tole smo rekli upor, to sta pa tok, oni pa napetostni generator. Mogoče bi samo še en hipec se zadržal pri generatorjih, kajti lejte, tule imamo narisano eno sliko, ki lahko rečemo karakteristika, ker sta napetost pa tok, UI karakteristika upora. UI karakteristika upora. In fino bi bilo, če bi podobno UI karakteristiko srečali še za generator. Jaz vam že na začetku namignil, da imata oba generatorja enako UI karakteristiko. Kar je dobro, ne? Ker imamo eno samo. In to v principu pomeni nekaj, kar bomo še kasneje omenili, da sta med sabo kompatibilna na nek način. Pa bi to UI karakteristiko šel kar semle narisati. Tole, kar rišemo zdaj tule, je pa UI karakteristika našega generatorja, kjerkakoli. Takole, če označam vsi enako kot prej, da dam tle tok in tukaj le napetost. Potem si pa lahko pogledamo tole situacijo, pogledajte. Če imamo tukaj le odprte sponke, ne more teči noben tok. To se pravi tok nula. Se pravi, po tele osi gremo na nulo. Takrat je ta napetost enaka tej, ker ni nobenega toka tukaj le skozi ta upor. Ni nobenega padca napetosti tukaj le gor. In če je nula, potem je tukaj le UG. Druga skrajnost, da naredimo kratek stik tlele, potem teče tok tukaj čez in imamo napetost nula, ker smo naredili kratek stik, pomeni, da gremo z napetostjo na nič. Celotna napetost vira je na tem le oporu in dobimo tukaj le UG deljeno z upornostjo. Temu le rečemo tudi kratkostični tok. To se pravi, koliko je tok kratkega stika. Bom kar napisal kratkostični tok. Kratkostični tok. Tale UG je pa hkrati napetost odprtih sponk. Pa bom tudi kar tukaj napisal. Napetost odprtih sponk. In ker imamo linearno breme, moram linearno tole dvoje povezati. To pomeni, da je tole, kar sem zdaj narisal, karakteristika vira. Takole. Mi bi znali zapisati tudi enačbo. Tako kot smo tukaj zapisali enačbo, tako bi tudi tukaj znali zapisati enačbo za to linearno funkcijo. Jaz se bom kar napisal, ni treba, da izpeljujemo enačbo za linearno funkcijo. U je tale vrednost UG minus RG krat I. Ok, to je enačba vira. Glejte, zdaj pa, ko imamo vse tele elemente pripravljene,
bi jaz predlagal, da zapišemo še dve zakonitosti naših električnih krogov. Ali pa, mogoče rajši rečemo, 4 zakonitosti. No? Temu bi pa rekel zakoni električnih vezij. In jih spet samo povzamem. Srečali so najprej prvi Kirchhoffov zakon, pa bom kar kratico napisal. Prvi Kirchhoffov zakon, ki pravi, vsota vseh tokov, ki pritekajo v neko spojišče, je nič. IK je 1 do N. Če si predstavljate, rekli smo, mi imamo lahko takole neko spojišče, pa nam tokovi pritekajo, pa so vsota vseh pritekajočih ali odtekajočih tokov je enako nič. Če rečem I1, I2, I3, I4, poljubno jih lahko označimo. Ne? Potem smo rekli, imamo drugo zakonitost, to je drugi Kirchhoffov zakon, ki pravi, da je vsota vseh napetosti enaka nič v sklenjeni zanki. Bom rekel, kar UJ je enako nič, J je 1 do M. Če si predstavljate, da imamo mi zdaj sem si kar nekaj izmislil, eno vezje, potem lahko tele napetosti, kakorkoli jih bomo obrnili, ne, seštejemo, pa rečemo, da je njihova vsota U1 plus U2 plus U3 plus U4 je enako nič. Potem imamo Ohmov zakon, ki velja na vsakem elementu. Smo si ga pripravili. U je R krat I. Ta četrtega pa nisem posebej izpostavljal, ampak ga bomo sam tukaj si napisali. To je pa Joulov zakon, ki se pa nanaša na moč. Ki pravi, da je moč P enaka produktu napetosti in toka. P je ukrati. Ok. In zdaj, ko smo si postavili ali pa zbrali na kup, če tako rečem, v bistvu tele 4 zakone električnih krogov bi jaz predlagal, da si mogoče v nadaljevanju pogledamo en najbolj preprost možen električen krog. Predtem bi pa pogledali še en videoposnetek, ki se nanaša na električno prevodnost. Samo sekundo. Takole. Takole. Vpliv snovi na upornost vodnikov. V poskusu primerjamo upornost dveh vodnikov iz različnih materialov. Oba vodnika imata enako dolžino 1 meter in enak premer 0,5 mm.
V prvem delu poskusa z univerzalnim merilnikom izmerimo upornost bakrene žice. Ker je baker dober prevodnik, je upornost vodnika le 0,1 ohma. V drugem delu poskusa pa izmerimo upornost uporove žice, ki se uporablja za izdelavo stabilnih žičnih uporov. V tem primeru ima vodnik upornost 3,1 ohma. Seveda meritvi nista povsem točni, saj pri merjenju nismo upoštevali upornosti merilnih vezi med merjencem in merilnim inštrumentom. Na osnovi meritev pa kljub temu lahko zaključimo, da je upornost vodnikov, ki so sicer enakih dimenzij, odvisna od vrste snovi, iz katere so izdelani. To se je nanašalo na specifično upornost, specifično prevodnost, ki smo se jo prej dotaknili. Bomo pa v nadaljevanju si pogledali še potem kakšne vezave, ko pride tole na sceno. Ok, torej, najbolj preprosto možno pa kar napišemo električno vezje. Eto, v mislih imam, da enostavno stlačimo skupaj v vezavo tale naš vir, to je tole, to se pravi realen napetostni vir. Prejle smo o njem govorili, UGRG, in pa upor kot breme. Bolj preprostega vezja si ne moramo zamisliti. Ne? Zdaj lahko je to recimo baterija vašega prenosnega računalnika, notranja upornost baterije pa ta upornost celega vašega računalnika. Ne? Ali pa akumulator v avtu, notranja upornost svinčenega akumulatorja pa alternator v avtu, ker želimo nekaj užgati. To se pravi, to je najbolj preprosto možno vezje, kjer imamo na levi strani vir. Kot vir imamo tukaj realen napetostni vir, konkretno. Na desni strani imamo pa breme. Kot breme imamo upor. In to je to. Lahko bi osmislili to z vrednostmi, recimo napetost, ne vem, 4 volte, ali pa dobro rečemo 5 voltov, pa notranja upornost 2 ohma, pa tale upor 3 ohme, pa bi hitro zračunali, da je tok enak napetosti deljeno z skupno upornostjo, to se pravi 1 amper, pa smo že rešili to vezje. Ampak bolj pomembno je, da mogoče skušamo to naše razmišljanje na podlagi tistih grafov, ki smo jih prej narisali, osmisliti. Če se spomnite, sem rekel, pa dajmo spet tok pa napetost označiti tako kot prej. Tole je karakteristika vira. In tole bom z drugo barvico narisal. To se pravi, tole belo sem narisal karakteristiko vira in tole zeleno je karakteristika bremena, breme. In zdaj konkretno bi to pomenilo, da je vrednost tukajle 5 voltov, smo rekli, UG. Tale vrednost tukajle je 5 deljeno z 2, je 2,5 ampera. In tale upor, upornost tega bremena je 3 ohme. In tole, kar dobimo tukajle, je tako imenovana delovna točka DT, bomo označil delovna točka, ki, glede na te naše izračune, je očitno pri vrednosti 1 ampera, oziroma, če bi takole odmerili, če bi tale 1 amper pomnožimo s 3 ohmi, dobimo, da je tale napetost tukajle 3 volte. U je 3 volte.
1 amper, 3 ohme, 3 volte. Lahko tudi to tukaj narišemo. Ok. To je prva stvar, ki smo jo grafično zdaj rešili. Jaz sem paralelno reševal tudi tako, da sem izračunaval, vi si boste lahko v videu zdaj ogledali, kako smo te številke dobili. Zdaj bi pa še en korak naprej z vami rad predebatiral. Glejte, piše P je U krat I. A krat B, vi veste iz matematike, če sta to stranica A pa stranica B, potem je to ploščina pravokotnika, ki ima stranice A in B. In če je tole pri nas U in tole I, potem je to tale ploščina U krat I. Tale ploščina U krat I, bom rekel, je moč na bremenu. Tale ploščina P je U krat I, je 3 krat 1, je 3 vate moč bremena, PB. U je namreč napetost na bremenu, U, in I je tok skozi breme. Potem je to U krat I, moč na bremenu. Ker imamo še eno moč, ki vam jo bom zdaj razkril. To je pa moč vira. Je pa napetost 5 voltov. 5 voltov, pa tok 1 amper. To je pa tale moč, vse skupaj tale pravokotnik. Bomo v drugo smer pošrafirali. Tole rdeče je pa P generatorja. Je 5 vatov. 5 krat, to se pravi, 5 voltov krat 1 amper je 5 vatov. Edino to bi vas še opozoril. Lahko sta tale U pa I zamenjana, pa bi bila tudi tale moč takole. To bom pa tudi en zgled, mislim, da v knjigi. Ok? In izkoristek je moč bremena napram moči generatorja. V našem primeru 3/5. 60%. Če si predstavljate, imate tole, nek ojačevalnik vašega zvočnika, tole je vaš zvočnik, zvočnik 3 vate, ojačevalnik more pa 5 vatov kurt, 2 vata se izgubita v obliki, recimo, toplote. In izkoristek je to razmerje med temi 3 vati, ki jih ojačevalnik dobi, pa 5 vati, ki jih breme dobi, in pa 5 vati, ki jih ojačevalnik da. Ok, tako da tole je v principu bilo najbolj enostavno električno vezje. Jaz bi samo mogoče eno besedo namenil temu, da pogledamo, kako merimo količine v električnih vezjih, kako merimo napetost pa tok, da ne bi tukaj ostali laiki. Potem si bomo pa pogledali nekaj primerov preprostih vezav, električnih krogov. Ok, dajmo mogoče kar napisati, pa mi boste opozorili, če smo že kaj povedali na to temo, ampak mislim, da nismo. Takole, merjenje. Električnih, ali pa, tako bom rekel, količin električnih vezij imam v mislih samo dvoje, in sicer tok
merimo z ampermetrom. Merimo ga tako, da v žici, kjer želimo meriti tok, recimo, da je tole nek upor, vežemo v to žico ampermeter zaporedno z uporom. To se pravi, tok mora teči čez ampermeter. Notranja upornost, želimo si, da tale ampermeter čim manj motnje povzroči, zato je notranja upornost, notranja upornost, si želimo, da je majhna. Ampermetra je majhna, zelo majhna. Ok, notranja upornost je majhna. In druga stvar, ki jo merimo, bom kar napisala je U merimo z voltmetrom, voltmeter pa vežemo vzporedno k bremenu. In notranja upornost si želimo za voltmeter, da je velika, da zelo malo toka tle čez teče, notranja upornost je velika. Če boste voltmeter zvezali narobe, da ga boste semle vezali, pač ne bo kazal nič. Če boste ampermeter zvezali tako, da ga boste vzporedno zvezali, potem ga boste uničili, skurali. Okay? Tako da to je slabši scenarij, ne? Napake. In običajno so danes te inštrumenti digitalni, tako da sami izberejo ustrezno merilno območje in da potem ustrezno na tem merilnem območju prikažejo rezultat. Takole, zdaj bi si pa pogledali nekaj primerov vezi in sicer bom napisal preprosta električna vezja, pa bi najprej zaporedno vezavo obdelali. Zaporedna vezava, saj malo sem že namignil, najprej dajmo reči, če imamo recimo dva ali pa več elementov, R1, R2, potem lahko zračunamo nadomesten element na tak način, da preprosto seštejemo zaporedno vezane elemente. Zaradi mene jih je lahko več, 50. R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus, koliko jih je zaporedno vezanih skupaj. Če imamo zaporedno vezane baterije, to imate že pri kakšnih otroških igračah, ne? Več baterij, ki so med sabo recimo zaporedno ali pa vzporedno vezane. Potem je tole recimo U generatorja 1, pa R generatorja 1, pa U generatorja 2, pa R generatorja 2. In tako imenovano nadomestno, lahko pišemo nadomestno N. Baterijo bi izračunali tako, da preprosto seštejemo napetosti baterij in da seštejemo notranje upornosti baterij. Dobro, jaz sem kaj napisal. UG pa R notranje, ampak pač mogoče bi lahko bolj dosledno odločil.
Se pravi, pri zaporedni vezavi se upornosti seštevajo, če imamo vire, se pa ločeno seštejejo napetosti teh virov in pa upornosti teh virov v dva elementa. Pri vzporedni vezavi bom samo za bremena povedal. Vzporedna vezava pa pomeni, bom spet samo za dva risal, lahko bi bilo pa 10 zaradi mene, poljubno. Si dajte predstavljati, da sta pa ti dva upora takole vezana. Pa sta tole upornost R1 in R2. In v tem primeru dobimo nadomesten upor tako, da rečemo 1 z R je 1 z R1 plus 1 z R2. Se pravi, seštevamo recipročne vrednosti ali z drugimi besedami seštevamo prevodnosti. Lahko bi rekel, G je G1 plus G2. In dajmo si pogledati, mislim, da imam tukaj primer takih vezav, kjer so tudi toki izmerjeni za posamezne te vezave, recimo zaporedna vezava. Zaporedna vezava porabnikov. Na praktičnem primeru se bomo seznanili s splošnimi lastnostmi zaporednih električnih krogov. Uporabili bomo električni krog, v katerem bodo na napetostni vir priključeni trije zaporedno vezani upori R1, R2 in R3, ampermeter za merjenje toka v vezju in voltmetri za merjenje napetosti. Vezje bomo priključili na enosmerni napetostni generator. Napetost vira bomo izmerili z voltmetrom V, tok, ki ga daje enosmerni napetostni generator in teče tudi skozi vezje, pa z ampermetrom A. Padec napetosti na porabniku R1 bo meril voltmeter V1, padec napetosti na porabniku R2 voltmeter V2 in na porabniku R3 voltmeter V3. Napetostni vir povežemo s priključnima sponkama vezja, preko katerih se bo vezje napajalo. Ampermeter z merilnim dosegom 100 mA bo meril tok, ki bo tekel skozi vezje. Priključimo ga zaporedno s porabniki. Pri priključitvi moramo biti pozorni na polariteto. Tok vstopa v merilnik na plus sponki ampermetra, izstopa pa na minus sponki. Voltmeter V priključimo vzporedno z virom. Tako bo voltmeter meril napetost vira in hkrati tudi padec napetosti na električnem vezju. Voltmeter V1 priključimo vzporedno s porabnikom R1, da bo meril padec napetosti na njem. Tudi voltmeter V2 priključimo vzporedno s porabnikom R2. Postopek vzporedne priključitve voltmetra V3 ponovimo še na porabniku R3. Vklopimo enosmerni napetostni generator, ki požene tok skozi električni krog. Vsi merilniki se odklonijo. Iz odklonov ugotovimo razmere v zaporednem električnem krogu. Ampermeter kaže celoten tok. Ker je vezava zaporedna, teče tok skozi eno samo zanko. V električnem krogu izmerimo 10 mA toka. Ta tok teče skozi vse porabnike. Napetost, ki jo daje električni vir in ki poganja tok skozi vezje, je 20 voltov. Voltmeter V1, ki meri padec napetosti na porabniku R1, ima odklon le 3 volte, ker je upornost porabnika le 300 ohmov.
Odklon voltmetra V2 je 5 voltov. Padec napetosti na porabniku R2 je večji, saj je tudi njegova upornost večja in znaša 500 ohmov. Padec napetosti na porabniku R3 je največji, kar je 12 voltov. Tolikšen padec napetosti se pojavi na upornosti 1200 ohmov, ko skoznjo teče tok 10 mA. V zaporednem električnem krogu je vsota padca napetosti na porabniku R1, ki jo kaže voltmeter V1, padca napetosti na R2 in padca napetosti na porabniku R3, enaka napetosti generatorja, ki jo kaže voltmeter V. Napajalna napetost se torej porazdeli po posameznih zaporedno vezanih porabnikih tako, da je na porabniku z večjo upornostjo večji padec napetosti. Ja, še en video si bomo pogledali na temo delilnika napetosti, ki ga bomo pa potem obravnavali v tem smislu, kot sem napovedal, kot auditorne vaje oziroma priprave na laboratorijsko vajo. Delilnik napetosti. S poskusom bomo spoznali obnašanje neobremenjenega in obremenjenega delilnika napetosti. Delilnik napetosti predstavlja žični upor z drsnikom, s katerim nastavljamo delilno razmerje napetosti in preko katerega tudi odjemamo izhodno napetost. Izhodno napetost, ki jo dobimo iz delilnika napetosti, bomo merili z voltmetrom na desni strani, ampermeter pa bo meril tok skozi breme, ko bomo delilnik obremenili. Celotno napetost, ki napaja delilnik napetosti, bo prikazoval voltmeter na levi strani. V prvem delu poskusa si bomo ogledali obnašanje neobremenjenega delilnika napetosti. Vključimo enosmerni vir napetosti, ki z 20 volti napaja delilnik napetosti. Tudi na desnem voltmetru odčitamo napetost 20 voltov, kar pomeni, da je na izhodu delilnika celotna napajalna napetost. Take razmere imamo, ker se delilnik nahaja v skrajnem zgornjem izhodiščnem položaju in še ne deli napetosti. Ampermeter, ki meri tok skozi breme, nima odklona, kar pomeni, da delilnik napetosti ni obremenjen. Ko premikamo drsnik, ki deli žični upor v dva dela, se na izhodnih sponkah delilnika začne napetost zmanjševati. Tako kot se deli z drsnikom upornost žičnega upora na dva dela, se proporcionalno deli tudi napajalna napetost. Napetostni delilnik lahko deli napetost od maksimalne, to je napajalne napetosti, do napetosti 0 voltov, ko ima spodnji del drsnega upora upornost 0 ohmov. Na izhod delilnika priključimo bremenski upor. Dobimo obremenjen delilnik napetosti. Pri obremenitvi delilnika skozi breme teče električni tok, kar pokaže ampermeter. Ob priključitvi bremena se napetost na izhodu delilnika napetosti zmanjša. Izhod delilnika napetosti kratko sklenemo. Ob kratkem stiku se tok na izhodu delilnika poveča na vrednost, ki jo omejuje le zgornji del drsnega upora. Ko pride na izhodu delilnika napetosti do kratkega stika, pade izhodna napetost na 0 volt. Takole, to pa je zdaj v bistvu že v povezavi s tem, s čimer se bomo ukvarjali zdaj v nadaljevanju. To je, boste videli, v tej naši skripti za prihajajočo laboratorijsko vajo. Predlagam, da jo odprete na, mislim, da je stran 25. Piše naloga 1, razmerje signalov napetosti moči in pa enota 1 decibel. Videli boste, da imamo 3 naloge, s katerimi se bomo seznanjali, in druga je potem že prej omenjeni delilnik,
in pa tretja potem notranja upornost generatorja oziroma zvočne kartice, s katero se bomo srečali. Ne. Se pravi, samo toliko, da se pripravite. Naloga 1. Razmerje signalov oziroma s tem povezana enota, ki jo zelo pogosto srečujete, torej decibel, dB. Evo, tukaj se bomo ustavili. Dajte si vi, prosim, tale zgled.